Alenka Trogrlič je bila kdaj tvoja punca ali se to sem zajbavata? Troglič je pravilno. Troglič. Malo se mi grdo zdelo, nekrat ena punca, Marko. Jaz, kaj Marko? Čisto mi je dvignilo ego, poslušal od nje, reci, kaj lahko pokličeš Bokija, če prisem, peti nekaj, no? Če on pride na oblast, bo največji frk. Tako da, nepoštenost ni sigurno najslabša stvar. Športni avto, mlajše babe, veš, kaj je. Tako je to. Okej. Zdaj moram zgriz, da je pošteno. Ja, seveda. Ne, to ne velja. Tu imaš mleko, če boš rabo. Kakšno je pa tvoje mnenje v kriptovalutah? Vlagaš kaj v kriptovalute? Ne, sem zelo za. Čau, ne gre, sem čisto slep. Povem, kaj jaz sem Marko Žerjal, komik in youtuber. Čau. Ja. V glavnem, kakor vidite, moj današnji gost je Marko Žerjal. Sem prav povedal. V drugo ja. En, bom rekel, najbolj znanih slovenskih youtuberjev. Jaz, če bi rekel, kdo je najboljši, pa jaz jih veliko spremljam, oziroma skoraj vse, sem tiste, ki imajo neke kremice, šminkice, modo, to me ne zanima. Ja. Res me ne zanima. Vidim, ta obraz ni prišel samo od sebe, deno. Tako da si mi ti res... Mislim, ti imaš najboljše videe. Ne bom rekel, da vse, pa ne, da ti zdaj hočem na dušo piti. Tako rečeš vsakemu. Ne. Tako kot smo mi majhni pri zobozdravnici, ki je vsem rekel, ti si najbolj priden, ja. Ne, res tako mislim, ne. Se bova se o tem več pogovarjala, tako da res sem vesel, da si prvolil, da imava tale intervju. Malenkost. Tako da sem se mal bal, če bo taka zvezda hotela z mano biti. Ful zanimivo, kako ljudje v YouTube svetu me nekako jemljajo za zvezdo in noben drug. Vsi, ki operirajo kjerkoli drugje, bo tako, YouTube delaš, cool. Lep hobi. Tako da mislim, da je pred nami en zelo zanimiv intervju, tako da gledajte do konca, pa seveda, če še niste naročeni na moj kanal, se naročite. Na koncu bo presenečenje. Kakšno? Se ne bo, samo tako moraš reči, da gledaj. Aha. To zdaj klipaj na konec. V glavnem, se pravi, jaz te kar dosti spremljam, mislim, da sem zadnje 3 leta vse tvoje video pogledal, pa tudi prej tiste vse, ampak zdaj, če jaz prav razumem, ti se preživljaš kot komik, ne? Tako je. YouTube si pa začel 2015, sem videl prvi video, kaj ti pa, koliko ti pa tle YouTube, mislim, koliko resno delaš YouTube, če ti pač tisti, da si komik prva zadeva, to ti najbrž pa druga. Ja, tako, no. Dejansko, zdaj nekaj časa mi je bila to prva zadeva v bistvu. Zdaj med covidom itak stand-up je bil prepovedan, tako rekoč, in je YouTube stopil v spredje. Predtem pa pravzaprav tudi sem nekaj časa res močno delal na YouTubu, ker nisem bil še toliko uveljavljeno ime v Sloveniji in sem hotel pač preko tega nekako se malo bolj izpostaviti. Tako da v resnici sem več truda zadnje leta namenjal YouTubu kot pa stand-upu. Čeprav sem se prej začel ukvarjati s stand-upom in mi je to nekako ljubši poklic, pa tudi zadnje čase večina mojih prihodkov. Drugače si pa programer, če sem nekje prav slišal. Tako je. Ko da se nisi v tem poslu ustal? Ja, ker se je potem začelo to in me je nekako premamlo in sem zamenjal. Se pravi, delaš tisto, kar te veseli, ker po mojem programerstvu bi bil boljši zaslužek, ali ne? Ja, odvisno od meseca. Zdaj decembra je toliko nastopov, da kar pretehta v resnici. Čez leta pa ja. No, ker programerji, se verjeten veš, to so hudo drage ure, tako da v naši firmi jih kdaj rabimo, pa nas kar glava boli, ker treba to plačevati. Ja, stanemo. Je zelo specializirano delo, ki ga ne more vsak delati, tako da. Ja, to je res. Drugače pa z YouTubeom dobiš kakšen omembe vreden zaslužek, ali je to bolj že pomena za kavica? Bolj tako za kakšen račun plačati. Niti ne vse. Ti je pa verjeten YouTube tudi dobra promocija za tvoje nastope? Ja, to je bila nekako primarna ideja, ko sem začel z YouTubeom. Sem hotel malo več izpostavljenosti, pa tudi ni bilo toliko nastopov, kot bi si jih želel, čisto iz vidika kreativnosti. Nisem uspel vsega dati ven iz sebe in sem potem to začel kot nek tako usporedni način za objavljati stvari, za se izražati. Kaj pa si mogoče kdaj razmišljal, da bi pač stand-upe snemal, pa objavljal na YouTubu, pa neko članarino poberal? Seveda, to me ogromno ljudi vpraša in je zelo slaba ideja. Slaba, niso Slovenci pripravljeni plačati.
po mojih izkušnjah ne najbolj, predvsem pa je problem v tem, da stand-up ti potem delaš naprej. Ne? Ti nimaš vedno vsakič drugačnega nastopa, ti imaš material, ki ga s časom izboljšuješ, pišeš in tako dalje. In če daš enkrat to ven, potem ne moreš s tem nastopati okoli. To je en problem. Drugi problem pa je, recimo sem dal od Admirja Baltiča, ki je en izmed mojih najljubših komikov v Sloveniji, special na moj YouTube za člane in ni bilo spet toliko učinka od tega, no. Nisem si pokril stroškov. Tako da zdaj sem moj celovečerno predstavo posnel in jo bom verjetno dal nekam ven, bom videl še, kakšne bojo opcije, ampak če bom dal ven... Pa imaš ti to članstvo, računaš, to je mesečno, ne? Ja, zdaj imam 5 evrov, prej je bilo 3, pa toliko pobere YouTube, da je bilo nekam premalo, pa sem dvignil. Ja, 30% vzamejo. Več, skoraj pol. Čeprav po moje tle še kreditna kartica. Ne, 55% vzame od oglasu. Ne, 55 ti dobiš, 45 oni vzamejo. Tako. Tle pa je še problem plačila s kreditno kartico, tam ful vzamejo, kar pri 3 evrih se res pozna, ne, je res že tisto konkreten znesek in na koncu je bolj malo prišlo vsega skupaj, tako da sem mogel dvigniti, če ne, pač samo nehal s tem. Logično. Leta 2015 si posnel za moje pojme en super video, fašistični manifest, si se mal delal z ljudi norce. Una ženska tam, ta prva je bila Violeta Tomič ali se motim, ali je bila pa sem podobna? Vmes je bila Violeta Tomič, ja. No, dobro bila, aha. In te je pol kdo kaj hejtal, ki si jih tako dobro nategnil? Ne, to pa se že ne dogaja na internetu, da je kdo kaj grdega napisal. Samo lepa sporočila vedno. Drugačne gledalci to morate pogledati, ta video, drugače pa da sem malo povem, da bojo vedeli, zakaj se je šlo. Ti obstaja neki fašistični manifest, kaj to sploh pomeni? Bi rekel neki fašističen, kaj je? Nek njihov kao program, no, neka splošna ideja, neke točke. Take, kot imajo še zdaj vse stranke naše, imajo svoj manifest na strani. Tako so milijoni in jaz sem šel na en protifašističen manifest, prevedel to stvar v slovenščino iz italijanščine in dal naslov, mislim, peticija za spremembe v Siriji ali nekaj takega. In jih vprašal, če bi podpisali in vsi so bili za. Vsem se je zdelo najboljša stvar tisti dan. Mislim, sem si jih pa nategnil tako, da... Ja, pač... Mislim, zato sem ti rekel, da imaš ti najboljše videe. Mislim, to prvič si mogel idejo dobiti. Dobro, mi tam nekaj snemamo, neki intervjuje, takole, ki jih jaz, pa potovanja, ampak, mislim, tole, za tako dobiti idejo, speljati, mislim, lepa, ne da bi ti na dušo pihal, ampak, zato so mi tvoji videi všeč, ne, tako da, ampak, kakšen je bil pa pol, te ni noben neč kdo, ki je klical, pisal, pa rekel? Kot prvo so vsi podpisali, da jih lahko uporabim, sem imel sam obrazec, rekli so, v kamero lahko uporabiš, vse sem, kar se je le dalo. In kot drugo, kaj pa bojo naredili? Pač se ni nobeno obrekovanje, nič. To je res, ampak no, tako, mislim, nelagodno jim je bilo, sigurno, ne? Mogoče, ampak to pač je posledica tega, da narediš nekaj, kar te spravi v nelagodje. To. Kako si pa prišel na to idejo? Nekje sem gledal na YouTube video od enega, ki je razlagal, kako fašistični manifest je v bistvu nekaj, kar bi bilo danes večini prebivalstva, sploh pa bolj levo usmerjenim, nekaj čisto normalnega in čisto sprejemljivega. In ko sem malo tako razmišljal, sem bil samo res, ne? Sem šel čez celo zadevo, prvo sploh nisem verjel. Je prevedel stvar v angleščino in prvo sem mislil, ne, to ne more biti toliko, ne vem, nekaj tako pač sprejemljivega. In sem šel pogledati original, italijanski manifest, fašistični, in res je nekaj, kar bi večini ljudi danes podpisala, ne? Tako sploh... Nič slabega ni bilo videti noter, ne? Prej dobrega, ne? No, odvisno, kam se postaviš, ampak sem precej siguren bil, da ljudje, ki se danes pravijo antifašisti, da bi to gladko sprejeli. In dejansko mislim, da noben, ko je prebral, ni potem zavrnil. Mislim, Tomičeva je rekla, da prvo se mora vojna končati v Siriji, potem bomo sanjali o tem lepšem svetu in zato ni podpisala, ampak ni pa nič vsebinskega našla, kar bi bilo oporečno. No, ona je bila tako pametna, da je bila malo previdna po mojem. Ne, že to, da je šla brat pred kamero in pohvalila, že to je pač dovolj napaka, ampak okej. Drugače si simpatizer levice, ali si proti, ali si zato naredil, ko si proti?
Ali če je to tema, ki te lahko vprašam, prej si rekel, da te lahko vse, ampak vem, da ta politika je najbolj sporna, spolska. Mirno, nisem simpatizer levice, ne, tega ne bi mogel reči. Mislim, nisem neki simpatizer nobene politične opcije zares pri nas. No, ne pri nas, ampak tako imaš poglede bolj proti levici ali proti desnemu. Jaz sem kar anarhistično usmerjen, tako da res ne vem, kako bi odgovoril na to vprašanje. Res je... Nisem pa to naredil zato, ker jih ne bi maral, pa da se jih malo na Tudi malo, ampak se nobenih zares ne maram. Se tudi iz Janše sem se že zafrkaval, iz Tonina, iz vseh, tako da... No, sej, to je najbolj, mislim, tist, ki misli danes, da so kakšni politiki pošteni, tist živi zelo v zmoti, če mene vprašaš. Ampak kaj pa, če so pošteni, je nujno boljše. Recimo Kordiš, jaz mislim, da verjame v te stvari, ne? Jaz mislim, da je totalen, goreče prepričan, daleč bolj kot vsi ostali v parlamentu, ampak če on pride na oblast, bo največji frk. Tako da nepoštenost ni sigurno najslabša stvar pri politiku. To si dobro povedal, ja. Drugač pa ti se v tvojih videih se velikih mal norca delaš z ljudmi, ti temu sicer praviš, ne razumeš tosa, ne? Sej, dober, veliko si mu takih dobrih, se pravi, ki si res neke skemerje, se pravi, neke prevarante mal dobu tako, ne, da to vse super, vrhunsko, ne? Mal se mi pa smilo neki pevc, ki je bil, res ni boh ve kaj pev, ampak ti se mi pa mal zasmilo, da je mal bogi bil. Ja, to sem tudi jaz potem, ko sem posnel kakšen video, kasneje ugotovil, da je ta oseba mogoče malo bolj boga, kot sem mislil. Večinoma se vedno spravljam, vse v javnih videih, na ljudi, ki nekako sklepam, da bojo lahko to shendali, nekako bojo razumeli stvar, ne toliko kot napad, ampak kot štos, kar tudi je mišljeno kot. In vsake toliko pa dobiš koga, ki ni čisto na tem mentalnem nivoju, kot si upal, in potem je tudi meni bilo za nazaj gledano malo žal. No, veš, kako je to, ne? Ti si dobil trdo kožo glede teh hejt komentarjev in vsega tebi. Je čisto vsem, če ti kdo reče, po mojem, če ti reče, karkoli se ne sekiraš, ne. Ampak verjetno zmeraj nisi bil tak. Rečemo, jaz tu zdaj imam to, me čist boli, kaj kdo reče, ne. To sem viden, da mi je navošljiv, ampak le še tam leta 2015 me je nekaj napisal, da sem nategator, jaz sem bil tako globoko užaljen, jaz sem hotel se v Maribor zapeljati, človeka najdeti, ga sklaftati. Mislim, boš ti meni nategator govoril, ne. Tako da ljudje, veš, nekem takem poprečnim ljudem to kar pride, po mojem doživga, ne vem. Ja, to sem tudi malo precenil, koliko imajo ljudje dejansko trdo kožo. Jaz, že odkar sem začel, sem vedel približno, kaj bo sledilo, ne. Sem vedel, da na internetu nekdo te bo sovražil, ne glede na to, kaj delaš, nekomu bo šel na živce in sem se nekako pripravil na to. Pol, ko sem pa začel malo tako hecati ljudi, sem opazil, da niso vsi šli z isto mentaliteto. Ja. Niso šli vsi z isto mentaliteto v to, ne. To je tako očiten štos, nekatere užalje. Ampak ne vem, kaj narediti, sem komik, pač. Ja. Bo treba se malo potrpeti, ali kaj, če ne... Kaj pa si mu kdaj kakšne take mal večje težave, ne? Sicer si prej razlagal, da ne, da kaj čo ti pa narediti, ne? Ampak se veš, jaz verjamem, da vsak človek lahko drugemu človeku zagreni življenje. Če se lot tega, ne. Tako da ti si se pa kar na veliko spravil, rečemo, tudi zdaj na Niko Kovač, na politike, na tretje, veš. To niso neumni ljudje, to imajo kakšne take... ne bodimo tako hitri. Kakšne take svinske metode, kako te zajebati. Ja, ampak ne vem, ne delam v isti sferi kot oni, tako da ne vidim, kaj dosti bi lahko naredili. Ne vem, kako lahko odženejo publiko, da ne prihaja na moje nastope, ne vem. Iskreno, mislim, vem, da če bi se res lotili, bi lahko verjetno mi škodili tako ali drugače, ampak po moje sem premajhen, premajhen igralec, da bi se jim res dalo. Oziroma, karkoli naredijo proti meni, lahko spet uporabim proti njim, ne, saj imam platformo, tako da verjetno se zavedajo, da je bolj pametno samo pač sprijeti udarec in dalje. To je res, ja. Tam sem v enem tvojem videu videl, oziroma bil si ti v videu, ne vem, a si bil gost nekje ali kje, da si bil nominiran za tisto za bodečo nešo, za najbolj seksistično izjavo. Kaj je bila že ta tvoja izjava?
nič kaj takega, to me je res tako užalilo, ker se trudim biti tako zbadljiv do feministk. In one so pa dale potem za mojo seksistično izjavo, ko sem rekel, da kratki lasi na ženski so skoraj malo tak uniforma za lezbičnost. Da pač dostikrat lezbike so strižene kratko, da se najdejo. Kar se mi res zdi, je posploševanje malo vsekakor, ampak ni pa tako mimo, ne vem. Ne, čisto mimo ni. Ne vem, no, definitivno je nekaj na temu in nekdo se je tle ful užalo. Ne razumem čisto. Boš probal še kdaj tekmovati za to bodečo nežo. Redno objavljam stvari, ki upam, da jih bojo opazili, ampak kar ne vem, spregledajo, ne vem, kaj je to. Moraš svojim sledilcem malo reči, ne pošljejo kot predlog na Dejte, kar gremo. 8. marc, pa bo, ne. Jaz sem tudi eno seksistično izjavo so rekli, da me bojo prijavili. Ja, kaj pa je bilo? Da moški ne maramo avtov, pa žensk za veliki kilometri. Aha. Pa ni prišla nikamor v finale, tako da... Pa trudimo se in nič ne rata iz tega, ne vem. Kdaj nas bojo opazili? To, da te nesramni komentarji tebe zdaj to ne prezadene. Me ponavadi tako, me spravijo v smeh. Ne vem, jaz se kar malo veselim. Ko pride nek naval slabih komentarjev, vem, da sem nekaj zadev, neko bolečo točko in to mi potem samo še bolj da zagona. Po moji tudi zaradi tega malo me te iz 8. marca pa iz bodeče neže ne obrajtajo več, ker so videli, to hoče. Ja, najbrž, iz inata, ja. Ja. Ker zadnja stvar, ki bi hotel narediti, je, da nekega moškega osrečijo, tako da veš, da ne bojo potem. Gremo to. Kandidiram za bodečo nežo s to izjavo. Daj mi povej, tako kot znan youtuber, skoraj 6000 sledilci, dobiš veliko ženitnih ponudb? Ni nekaj groznega navala, ne. Tu pa tam se kaj malo najde, pa kakšna punca kdaj pokaže kaj interesa, ampak ni pa zdaj, da bi se utapljal v temu. Ja, mogoče ga ti nazaj premalo pokažeš, pa... Mogoče. Sem bolj tak zadržan in tako bon džentelmenski, tako da ne bi zdaj kar tukaj nekih punc, ki jih ne poznam, se ne vem kako loteval, seveda, ampak še vedno ni tako hudo. No, ampak ti si in youtuber in stand-up komik, se veš, slaven človek je bolj zanimiv, pač tako je. Ja, sigurno mi gre boljše zdaj, kot ko sem programiral. In tam, ko te na odru gledajo, jaz mislim, da jih veliko pride zato, ker si jim všeč. To pa ljudje mešijo. Mislijo, da pri stand-upu je tako kot pri muziki, da te punce vidijo nastopati in pol bojo hoteli biti s tabo. To ne funkcionira tako. Tle, ti si malo tak klovn v bistvu, tako da ni tega istega odnosa. Sej seveda še vedno več pozornosti ženske prinese to, kot pa neka programerska plača ali kaj takega, ampak ni pa nekega tega Joker out efekta. Enkrat sem bil na gori Roka in so fantje igrali Joker out in potem so prišli tam se družiti za odrje in ene punce so jih videle in so čisto začeli kričati boki in čisto noreli nad Bojanom in mi ostali tipi smo tam stali zraven, tako malo se mi grdo zdelo, in enkrat ena punca, Marko, jaz kaj Marko, čisto mi je dvignilo ego, prosto še od nje, reci kaj lahko pokličeš boki, če prisem, peti nekaj, lahko ena, vse tako samo cool si, ureči prej vsaj. Tako da ni tega efekta. Jaz sem bil enkrat na enem potovanju, pa sem bil najbolj čudak iz pol, ker drugi so ga vsi pili, žurke imeli zvečer, jaz sem šel pa spat zjutraj vstal, še malo me je tista časovna razlika zjebala, tako da sem bosmi bil toliko zaspan, da sem kar dol pol. No, ampak sem pa rekel, moram enkrat jaz tudi z njim zvečer zažurati, ampak to sem šele po 10 dneh, ta prvič, Šel sem pol kupiti, tudi oni so skuš čez dan pil, pa sem šel pa jaz kupiti tudi 2 flaše ruma, liter pa pol ruma je bilo 1 evro. Kaj? V Guatemala je to. Opa, to moram tudi zdaj jeti. No, in sem se ga nažrl in sem se malo budalo iz sebe delal, tako da so se mi malo smejali. In je bil pol čist drugačen interes drug dan. A res? Ok. Tako da ne morem verjeti, da... Mogoče sem samo jaz slab, ne vem. Pa rečemo, sem diskoteko imel in sem postavil enega človeka. Redarji so mi na vstopnini so tiste vstopnice poberali. In pol nisem zaupal, sem potem enega vaškega fanta dobil, ki nikoli ni nobene punce mu, nobena ni bila v njega zaljubljena, odkar sem ga jaz tam postavil. On je na večer
dobil 20 telefonskih številk, sem mu jih na karte pisal, tako da je pol tiste karte domuje malo prepisoval. Tako da, če si nekje, da te ljudje gledajo, pa ali si to stand-up komik, ali si na vratih diskoteke, ali si na televiziji, jaz mislim, da je to. Pomaga, še enkrat, ni da pravim, da ni učinka, ampak ni pa tako, kot si nekateri predstavljajo, da zdaj pa si... Da bi kar letele, ne, to... Alenka Trogrlič je bila kdaj tvoja punca ali se to sem zabavata? Troglič je pravilno. Troglič, in ne, ni bila moja punca, to je bil samo joke. Aha, samo joke. Enkrat si mu joke za 1. april, ne? Enkrat si je mu pa, ko sta nekaj kuhala. Ja, pol pa je prišel na stream, pa smo še malo nadaljevali ta joke, pač. Zakaj pa ne? Ena taka skupna istočnica, ki smo imeli. Ker drugače z večino youtuberjev se ne poznamo osebno neki na veliko, tako da ne bi zres vedel, kaj govoriti z njimi, ne. Z Alenko pa smo vse eno istočnico imeli. Tako da... Nekje si omenil, da si imel neko krizo slednjih let, ko si po 10 letih s punco nehal. Kaj to pomeni? Športni avto, mlajše babe, veš, kaj tako je to. Kaj pomeni? Tudi neki hud avto imaš, Porscheja? Tisto sem, za 1 leto sem ga imel. Aha, preveč pilo ali kako? Ma ne, samo je malo drag štos. Ja, drag, se pravi, velika poraba, benzin ni problem, zavarovanje, registracija, tisto te udari. Pa servisi, pa te stvari. Poraba, sem imel 13 porabe, ampak to je malo. Napram ostalemu. Ne, 13 je pil. Če si ga tiščal in sem ga, tako da... In kakšni so pa katere hobije pa imaš ti poleg tega stand-upa, pa to fuzbal si rekel, igraš? Dosti hobij niti nimam, sploh jih ne rabiš v bistvu, ko počneš take stvari, ki so služba in hobi hkrati. Ne vem, bolj tako se družiti, kakšne igre igrati, namizne ali računalniške, fuzbal, kampiranje. Kakšne namizne igre igraš? V zadnjem času vedno manj, ampak igrali smo pa tako, vse. Katan ste ga igrali? Ja, Katan. Katan je bil meni vrhunski. Katan je super, Katan je dober. Drugače pa toliko tega. Unke smo imeli pa tam pri Pero Martiču, ti smo bilo pa brez veze, Activity. Brez veze mi je bilo že prej, ko smo enkrat z družbo igrali. Smo zmeren Katan igrali, pa enkrat ali ga ni bilo, ali ne vem kaj, smo šli pa ta Activity in mogoče sem bil tudi zato nad njemu razočaran, ker mi je Katan tukaj boljši. Katan je pa vrhunska igra, mislna, ne. Je v redu, res dobro. Activity je malo bolj taka, da se hitro naučiš igrati. Tudi če si totalen začetnik, boš pogruntal na hitro, pa lahko začneš igrati, ne. Katan pa je taka igra, ki jo lahko igraš večkrat in ostane zabavna. Tako da je... No, verjetno mi ta Activity tudi zato ni všeč, ker mi ne gre, ne, si videl, tam sem bil jaz najslabši, če sem slučajno kdaj prišel na predzadnjo ali pa predzadnjo mesto, je bila to neka sreča, ker en drug mu nesreča, ne. Drugač mi pa to... Ja, tam tudi jaz sem malo po sreči zmagal na koncu v resnici, tako da je bilo, mislim, da precej več v sreči, kot pa v kakšnih veščinah. Hitro tipkanje je bilo glavna stvar, se mi zdi. Hitro tipkanje. Ampak mene in tipkanje je zjevalo in tudi za take stvari mi možgani malo bolj počas delajo, žal. Jaz sem vmes odkril, kaj je trik za zmago v tisti igri. Autokorekt. Oziroma, ko vtipkaš besedo in ti kar ponudi, da dokončaš in cek takoj. To je edini način, da si prihitev v mulce tam, v mularijo, ki tipka cel dan. Ja. Tako da sem začel tega posluževati in kar enkrat so začeli točke naraščati. Ti, kako pa tvoj dan, rečemo, zgleda? Koliko imaš ti teh stand-up nastopov na mesec? Dober, december je več, ampak rečemo... December je več, drugače pa ne vem. V povprečju, po moje, kakšnih 5 na mesec, 6, odvisno. Kako pa ostal čas preživiš? Ja, dosti ga zapravim za YouTube, dosti ga zapravim za še kakšne druge te variante, ki pridejo zraven, kakšne videe, snemati za naročnike ali kaj takega, zapisati, gre dosti več časa, ko za nastopati pri stand-upu. Tako da... Aha, ti tudi neke stand-upe tu nimaš skozi isto spreminjaš in po neke scenarije delaš in tako naprej. Vedno nov material moraš generirati, ne? Nikoli ne smeš pustiti, da imaš samo en set in to zdaj ponavljaš za vedno, ker prej, ko slej se bo publika začela ponavljati. Ja. In se jim boš zamiril. Tako da tukaj res skušam vedno čim več ustvarjati, čim več novega, pa že obstoječe što se dodelovati, pa popravljati tam, ki kaj škripa, ki ne delajo še čisto.
Tako da dejansko sami nastopi ne vzamejo toliko časa, vse okoli njih Aha, se pravi. vzame. Pa seveda organizacija pa tako dalje. Zdaj na par mestih v Sloveniji jaz organiziram nastope. Recimo v Novi Gorici, na Mostovni, tam smo v petek, smo verjetno pošli to ven kasneje. Kasneje, ja. Ja, pa Novo mesto, gostišče Loka, Aha, tam tudi jaz to je pomagam. blizu mene, jaz sem iz Trebnjega. Evo, tam smo 16. junija. Kje? V Loki, Novo mesto. A ja, Loka, sem mislil, da ste v Trebnjem. Ne, 16. Loki. junij, lej. Ja. Če pa bom doma, lej, bom pa prišel, da te vidim v akciji, te nisem še nikoli videl. In daj, tudi pridi. jaz moram reči, da mislim, ne hodim na te stand-up komedije, niti ne poznam. Lahko nekaj po pravici povem, ne boš zameril. Tvoj Ti stream. veš, da meni te, pa ne mislim tebe, pač drugih vidim, ker na televiziji vidim te stand-up komike, pizda meni to čisto smešno. Aha. Jaz sem bolj zgleda balkanski, sem bil pa na unem stand-up, mislim, da ti stand-up ali ne, igra unu, ko je že Ravšče Furi, se verjetno ti pa poznaš, ki tu igra. To pa dejansko jaz nisem gledal, vidiš. A nisi? Ful Ravs, ja. Tisme je bilo pa vrhunsko, pa in smešno in meni so te balkanske fore boljše, rečemo tiste neke angleške mi niso, tako da redko kdaj se nasmejem tem, to kar po televiziji vidim, no, tako da daj, bom prišel k te, pa bomo videli, če se bom nasmejal. Da vidimo, kaj bo potem rekel, ajde. Ja. Na Loki, to je tam spodaj pri Krki, ne? Ja, pri reki dol. To je neki lokalček, ne vem, kako se imenuje. Gostišče Loka. Gostišče Loka, Ja, ja. ja. No, v šolo sem kaj hodil, pa smo kaj hodili, bolj pa najbrž nisem več bil. Pa kaj si še rekel, snemaš videe za druge, to ti tudi biznis ali kako? Ja, tudi me kdaj najamejo za kakšen oglas posnet ali kaj takega ali karkoli. Pa da si ti noter v glasu. Tako, ja. Pa ne vem, sem dal glasove za risanke, recimo, kaj je bila ta zadnja, Kung Fu tačke, sem jaz, Tvoj govor je noter. ja, sem dal glas glavnemu junaku. Pa kar ene take stvari se najdejo, ki jih ne bi pričakoval. Kar neki taki stranski projekti, nenavadni, ki potem ti vzamejo nekaj časa pa energije, pa so pa kar zabavni, moram priznati. Je ful bolj pester, kot pač programirati. Verjetno, da res. Ja. Kjer se dokaj ponavlja. So tudi tam spremembe pa stvari, ki se dogajajo. Ne pravim, ni da mi je bilo grozno za biti programer, ampak malo več pestrosti pa je tukaj. Kater programski jezik pa obvladaš? Java. Java. Delal sem marsičemu, Java, C Sharp, C++, večinoma tega. A si hodil v srednjo šolo računalniško? Ne, v srednjem sem hodil na splošno gimnazijo. Aha, in potem si se to naučil. Ja, na faksu nekako potem sem začel se malo bolj resno ukvarjati. Aha, faks si pa hodil pa V Ljubljano na Free. na Free. Aha. Lepo. Daj mi povej, koliko pa ti rabiš za en ta YouTube video, da ga posnameš? Koliko časa ti vzame? Rečemo ta od Nike Kovač, ki si ga mu, ali pa tudi kaj drugega, no. Ta za Niko Kovač je kar na hitro nastal. Tam je bila zelo tako momentalna inspiracija, je bilo zelo jasno pač vsebina videa, tako da je kar hitro šel. Zdaj pa drugi videi pa se lahko bistveno bolj zavleče. Tisti je bil recimo 2 dni je nastajal. Drugi videi pa se lahko bistveno bolj zavlečejo, ker je recimo za bolha videe, ki jih delam, moram prvo najti oglase, ki jih mislim komentirati. Aha, ja, poznam. Potem spisati material, spisati štose na njih, jih preurediti, da nekako smiselno pašejo skupaj, zmetati ven, kar mi ni toliko všeč, pol stvar posnet, pol stvar zeditirati. Pa posneti in zeditirati je daleč najlažje, v bistvu najmanj času vzame to. To je v, ne vem, enem popoldnevu, večeru je to končano. Vse ostalo, pisanje in to prej, tisto pa vzame en kup enega časa. No, ampak koliko je pol tu, rečemo? 10 ur, 12, 15, 40 ur na video. 40 ur. Ja, To je pa oranž številka, ne? seveda, je treba delati. No, vidiš, sej, verjeten je potem, zato so tvoji videi tako dobri, ker to ložiš noter, ne? Vidiš, jaz to bolj malo ložim, ne? Dobro, te popotniški, ki so, tu se snemam z GoProjem, skrb z mečem in to je to, ni nekaj hudega. Tudi potem, če imam kaj tacga, mislim, jaz delam čisto na drugačen način kot ti, ne? Ampak, ja, porabim pa mnogo manj časa kot ti, ne? Ja, mislim, da razlog, zakaj je moj YouTube zrastel, je res to, da vlagam notri dosti dela in truda. Lahko bi, ne vem, probal samo upaliti kamero, pa komentirati stvari, pa potem jih zeditirati, ampak mislim, da bi dosti težje
kaj tako koherentnega in zanimivega spravil skupaj, kot če stvar splaniramo naprej. Sem se lotil v bistvu tega po istem principu kot stand-up. Tam spišeš material in potem greš pred publiko. Tam je v bistvu še ta dodatna, no, da lahko testiraš, pa ga spreminjaš. Ne. Tukaj za YouTube enkrat, ko posnameš, je konec, tako da moraš še toliko več truda vložiti prej v pisanje, da mora res biti tako, kot ti hočeš. In je pripraviti vse naprej, posnet in dati ven. No, če kdo razmišlja o YouTube karieri, naj ga posluša, verjeten, da je to res tisti edini ta pravi način, samo kvaliteta in kvaliteta in kvaliteta. Dobro, zdaj komu, tudi kakšni punci rata, ki je lepa, ni nujno, da je kvaliteta. Ja, to je, ne, ti na Instagramu ne boš tako enostavno, ni to na Alenko letelo, ampak ti na Instagramu naš tako enostavno sledilcev dobil, kot kakšna lepa mlada punca. Zgleda res ne. Ja, tako da... Nekaj poskušam, ampak rastejo počasi. Počasi, koliko pa jih imaš? 11 pa nekaj? Ali 12? Sam toliko jih imaš? Ali sem mislil, da imaš bistveno več? Ne. Kot si rekel, na Instagramu mladim puncam hitreje naraščajo subscriberji kot veš, kaj sem se pa od tebe naučil? To, da si prej vse zapišem. Mislim, se je to logično najbrž, ampak nisem to razmišljal. Pokaz pa ti to doskrat, doskrat si omenil, ko sem scenarij pisal, pa omenil si te scenarije. In to sem po tebi rečemo pobral, tako da ti hvala za to. Pomaga? Ja, pomaga, si drugače ne gre, si ne vem, kako bi lahko drugače. Sem mislil, da... Kdaj misliš, da ker ti vse ne razmišljaš, to bom povedal, videl, to, ampak to ne gre, to pozabiš. Pa veš, kaj tudi se spomniš kakšne dobre stvari za v video ali pa za na stream in pozabiš, ne? In se ne spomniš tam. In če imaš neke oporne točke in si zapišeš vsaj stvari, ki jih hočeš se dotakniti, vsaj, da imaš neke istočnice, ful pomaga. Če pa še prav razdelaš stvari, približno kako jih hočeš zapeljati, bo pa še toliko lažje. Tudi če kaj ne gre po planu, se boš vseeno lažje obrnil, se mi zdi. Se strinjam. Jaz tudi rečemo, ko se v avtu pelem, pa ne vem, malo razmišljam, kaj bi posnel, kako, ali o YouTubu, ali pa kakšna druga poslovna ideja. Pa se spomnim, jaz doskrat ustavim na prvem parkir placu, pa si zapišem, ker lahko bi čez 15 minut pozabil in lahko 3 dni razmišljam, pa se ne bom spomnil. Ne? Tako da tako je šlo že veliko dobrih idej najbrž. Zašto se je tudi tako? Če si ga ne zapišeš takoj, ali pa še boljše posnameš, bo šel. No, bo zavedno zgubljen. Rečemo, čakaj, zdaj mi enkrat en rekel, ne en vic povem. Ne morem se, ne vem, nobenega. Tako da to te vice, jaz to pozabim, ga slišim in ga zdaj poveš, če mi rečeš čez 2 minute, povej ga ti, sem ga skoraj že pozabil. No, tako da ja. Si kdaj mogoče razmišljal, da bi kakšen film posnel? Ja, neke ideje so tudi bile, ampak ne vem, nisem toliko vlagal truda zares v njih. Tudi leta in leta nazaj, še preden sem sploh stand-upom se začel ukvarjati, sem imel neko idejo za eno serijo, samo potem nismo šli naprej s tem. Kakšna pa ideja, če ni skrivnost? Ni, je bila ideja o enih 3 bratih, ki odraščajo na kmetiji in nekako vzgajajo sami sebe, ker njihov oče je umrl že, ko bil mlad, ko so bili oni mladi, mislim, in potem niso čisto tako socializirani normalno, ampak imajo neke svoje čudne ideje o svetu. Je to zmišljena zgodba, kaj resnice? Zanimivo, no, jaz sem takole zdaj, kar ta YouTube delam, ne, pa pol tudi te filmske festivali, ki so pa kdaj pogledam, kdo je kaj zmagal, kaj tazga, največkrat tu nizkocenovni pogledam, ne, in ali to so ene čisto enostavne zadeve, ki bi rekel, da ni tako težko posnet, pa ne vem, posnameš, pošleš na 20 teh festivalov, mogoče ti pa nekaj rata, ne? Mogoče, ja, mogoče, samo ne vem. Iskreno povedano, kar delam stand-up, mi je to toliko ljubše, kot vse ostale oblike ustvarjanja, da ne vem. Ja, super. Če razmišljam, da bi naredil film ali pa spisal še več stand-upa, rajši stand-up. No, super, človek mora delati iz kar ga veseli, ne? Ja, pomaga, je lažje potem biti kreativen, se mi zdi. Ja. Dajva še par besed reči o YouTubu, si izkušen, če je kdo, ki lahko kakšne dobre nasvete da nekom, ki bi razmišljal, da bi začel ali pa ki že malo začenja. Tako da imam zdaj par vprašanj na to temo.
Kaj misliš ti, kakšna je optimalna dolžina videa? Ne vem, odvisno, kaj delaš. Je zelo, zelo odvisno, kaj delaš. Po eni strani 10 minut je nekje taka optimalna dolžina za gledanost, se mi zdi. Po drugi strani, če pač je nekaj kratkega, imaš neko idejo za nekaj kratkega, ne razvleči na silo zdaj, ne, ker bo samo slabše. In tudi dolgi videi pa tudi delujejo, ne. Podcasti in podobno so tudi dobro gledani, tako da je zelo odvisno tega, kaj hočeš delati. No, jaz sem pri svojih videih, teh potovalnih, ker sem res pač dosti testiral, sem ugotovil, da mi dolgi videi veliko boljš grejo. Veliko več obiska. Zdaj, seveda, tako, kot si ti rekel, ne nasilo ne smeš delati, da nekaj daš zato, da je daš ti se brez veze, ne. Se moraš bolj pravila držati tisto, kar je brez veze, raj strandej, ne. No, to sem pa ugotovil tako, ker sem potoval, pa sem včasih vsak dan posebej objavil, ne. Potem pa lansko leto sem šel pa Črnogoro, Makedonijo, Albanijo, pa Kosovo, je pa glih tako prišlo, malo pa tudi namerno, sem pa, ne vem, 3 dni združil en dan in takrat je bilo mnogo več ogledov in zdaj tudi tako delam, zdaj tudi pri teh zadevah mogoče naključje, mogoče so bili te kraji toliko bolj zanimivi, pa je bilo zato toliko več, tako da nikoli ne moreš točno vedeti. Zato sem rekel, bom tudi tebe vprašal, ne. Ja, jaz nisem dosti eksperimentiral s tem, v resnici. Imam večinoma video okoli 10 minut. Tako sem si nekje zastavil in, ne vem, tako mi je delovalo. Zdaj pa. Ti si bolj umetnik, veš, mene pa tudi socialne omrežja zanimajo, tudi kako delujejo in se kar poglabljam v te zadeve, ne, tako da pa potem tudi rad koga, ki vprašam, imam tudi enega strokovnjaka z Ljubljane, ki je na YouTubeu res orangtar naredil, sicer v tujini, ne, govorimo to res orang, ne, tako da rad to malo raziskujem, ne. Kako ti je uspelo dobiti 58,000 sledilcev? Rekel si že, da ravno zato, ker daš veliko na kvaliteto in se s tem strinjam, mogoče še kaj takšen tak nasvet, ki bi ga lahko mogoče komu dal, ki začenja s tem? Ja, zanimivi naslovi pa zanimive sličice. To je video, ki mi je najbolj uspel, je bil 10 najbolj bednih slovenskih komadov. In to je malo tak clickbait naslov, ne, ki ljudje bojo hoteli klikniti gor, zavideti, kaj sem izbral. Ok, sličica tam je bila res za nič, ampak je bil pa naslov, se mi zdi zelo tak, da je pritegnil folk. Pol pa ne vem, očitno še vsebina je bila dovolj dobra, da jih je dejansko ohranila. In jih je zanimalo potem še, kaj bo naslednje, kar dam ven. Tako da nekaj, kar bo ljudi zanimalo, kar jih bo pritegnilo in potem vsebina, ki jih bo prepričala, da ostanejo. Mislim, da to je nekako trik do uspeha. No, to, kar se tiče slikce pa naslova, sem tudi samo gotovo, če to nekaj napišeš, da bojo ljudje klikali, ti se pol kar zmaga za uspeh, mislim, je kar formula za uspeh, ne. Sicer pol se ljudje kregajo, da, mislim, se jezijo nate, da z naslovi zavajaš, čeprav jaz nikoli ne zavajam. Je pa res, da nekaj ven potegnem tazga, ki mogoče, mislim, nikoli se ne zlažem, da bi zdaj, ne vem, tle pri nama naredil naslov, ne vem, da je vesoljska ladja tle pristala, če ni, ne, ampak nekaj iz konteksta povzamem tazga, ne, tako da to je ful pomembno, ne, pa tudi kakšna lušna mlada punca na naslovni slikci tudi potegne. To ne škodi, ja. Tako da to je veliko. To nikoli ne škodi v življenju, se mi zdi. Kaj pa misliš glede pogostosti objavljanja? Je to kakšna fora ali ni? Ja, mislim, da bolj pogosto, kot objavljaš, boljše je. To, bolj, ko ljudje pač so navajeni te gledati, bolj bojo potem tudi klikali dalje, ne. Če nekaj časa ne objaviš, te malo pozabijo. To je res. Samo po drugi strani potem pa imaš ful dela s tem, tako da moraš malo zbalansirati, ne. No, ti ga imaš sigurno ful, če rabiš 40 ur za en video, ne, tako da. Ti, kako je pa s tistem se da kaj zaslužiti, ko si reklamiral tiste VPN-je, pa neke igrice, Battleship, pa neki stol si mu kodo.
Je to kaj od tega omembe vredno ali ne? Ja, tukaj nekaj denarja potem lahko prineseš notri vsak mesec. Tako. Se pravi več kot YouTube? Ja, sigurno, ja. Spet tukaj ni zdaj to ne vem kakšen dar, mislim YouTube, če govorimo samo o glasi na YouTube. Ja, oglasi. Ja, to pa definitivno, to pa sploh ni primerjave. Ampak še vedno pa ni toliko ful denarja, da ne bo zdaj kdo mislil, da je tako par jurjev na vsako glas, daleč od tega. Ampak se pa nekaj nabere na koncu meseca. Če imaš 2 tako glasa na mesec, s tem pa že pokriješ kakšno položnico in najemnino. To je res. Koliko ima pa tvoji videi povprečen čas gledanja v procentih? Bi rekel ti z prve 2 dni, ki največ bolj ful pade, rečemo. Okoli, lahko pogledam v bistvu, da ne bomo na pamet. Mislim, okoli 50% nekje. 50 malo čez. Čez, no vidiš, jaz imam cilj, če 33, da je dober. Ja, daljši kot je video, kraj manjša potem podstvarna gledanost, se mi zdi. Ampak lej, čez 50 sem zelo redko kdaj prišel. Sem rekel, prav moram to nekoga vprašati, kako je, ker nisem občutek, ali je teh mojih 33%, se pravi 1/3, a je to sploh ok, ali je čiza nič, ali je ful dober, si ne moreš vedeti. Evo, za zadnji video imam gledanost 6,59 minute, video je pa dolgo koliko, že ne vem na pamet. 13 minut 74, 47, tako da malo čez 50. Malo čez 50, ja. Super. Ja, to je to, ker si ful znan, ful priljubljen, ful imaš teh rednih gledalcev po mojem in je to, ne? Ja, neko tako. Kako ti gre pa? Fanship sem del si. Kaj si hotel reči? Da sem si naredil nek ta fanship oziroma neko občinstvo, ki me spremlja, pa jih zanima, kaj bo naslednja stvar dal ven. In potem tudi kdaj kliknejo, pa pogledajo, tudi če ni kaj čisto, kar jih tako ful zanima, ne, drugače življenju, ampak jih zanima, ko bom jaz to zapeljal. Koliko ti pa stare videe gledajo? Ne vem, to pa ne čekiram toliko. Vem, da konstantno naraščajo cifre, ampak kaj jaz vem, kapljajo, gledi konstantno kapljajo. Super. Kako je pa kaj s tistim tvojim merčem, ki imaš šalice, majice pa to? Ja, tisto se je izkazalo za ne super, donosno. Samo enem pa to ful gre? Ne vem, zgleda, odvisno kaj delaš spet, ne. Sem malo gledal te punce, ki imajo te fitness zadeve pa to in potem prodajajo svoje obleke, svoje te športne pajkice in podobno. Njim gre super. Njim gre tako dobro, da jim kar malo zavidaš vse skupaj. Res je odlično, ampak jaz pa delam smešne videe in folk niti ne zanima zares, kaj prodajam za obleč. No, mi rečemo tole majico prodajamo, ne? Pa ni cena visoka. Prej smo jo prodajali s popustom za nekih 13 evrov, zdaj, ki je zadnje let je šlo to pa to gor, da je pa to skoraj v izgubo šlo, zdaj imamo pa ne vem, 17 srednja cena s popustom, 15 pa večinoma s popustom prodaš, ne? Lej, vsak bi jo mu, ampak noben jo pa ne bi kupil. Tako da jih to prodamo tako malo, da ne moreš verjeti. Vedno, ko je denar v igri, se malo spremeni, vse skupaj. Zdaj, tudi če koga vprašaš, če ti lansiraš, ne vem, neki produkt, ne, pa prijatelja vprašaš ti, a bi ti tukaj, kaj ti misliš, vsak pravi, ja, super. Ko bom pa rekel, daj mi pa ti zdaj za to majico 15 evrov, bi pa začel malo mutiti, ne, tako da ja, to je res, ne, tako da ja. Si razmišljal, da bi še kaj drugega snemal, kar snemaš? Dobro, za film sem te že vprašal, ampak mogoče še kaj tazga čist drugega. Kaj pa vem, vedno so bile ideje za kakšne podcaste ali pa kaj podobnega, čeprav potem vedno zapeljemo live, ne? Potem vedno imam pač live stream in je tisto potem nek nadomestek podcasta. Razmišljal sem, da bi lahko bolj komentiral sprotno dogajanje na kakšnih live streamih, namesto da imam toliko goste. Več idej je, ampak nikoli ne veš, kaj bo zares primilo, česa se zares lotiti in potem je vedno tako, a se mi da, a ni lažje delati to, kar že delam, pa rajši se fokusirati tisto, kar mi je res všeč in kar res uspeva. Čeprav podcast oziroma te intervjuje, to, če smo čisto iskreni, ne lažje delati, ne? Je, to je lahko, do tebe prišel, sela sva se. To je to. Nek približen scenarij, kaj treba vprašati. Ja, no dober, jaz tole, dober. Tebe, ki spremljam, mi je bilo lahko to napisati, ni bilo veliko dela, ne. Ampak zdaj, če pa nekoga, ki ga čisto nič ne poznaš, je pa malo več dela in težji pogovor steče, čeprav ne, seveda, se veš, delam intervjuje s tistim, ki jih poznam, ker tisti mi rečejo,
tako da imam zelo malo dela s tem, ne. Je pa so meni tudi te podcasti zelo všeč, tako da jaz vse te, ki imajo podcaste, jih spremljam in bi bil vesel, če bi bilo še več, ker jaz v avtu samo to poslušam, tako da Ja, isto je. 2 leti nazaj sem šel z avtom do Gruzije na potovanje, jaz sem vse slovenski podcasti, kar so bili v zadnjem letu, ko so jih ven vrgli, sem jih najbolj preposlušal, ne. Tudi Femiče. Tudi ja. Wow, pol pa je že kriza. Zakaj? Treba kaj novega proizvesti. Če folk posluša Femiče, smo pa reže na koncu potem. Kaj ti niso všeč? Ne, smo kolegi, samo vedno me neki zbadajo na svojem podcastu in jih bom nazaj, evo vam. Ja. Ne, jaz čisto vse poslušam, tako Ja, da... v Čili je tam na koncu, sem od Berganta včeraj dobil une 4 tamale. Tako da smo v redu, Kaj si ti ljubitelj čilijo ali kako? Ja, v bistvu neko svojo omako sem začel delati iz mangotov in čilijev, ki mi je prišla ful dobro. In zdaj gojim tle habanerote za to, unosolanski. Letošnji je samo en, v tem malem, ta prvem lončku. Ostalo imam pa za na okenske police, Bolivian Rainbow. To so taki barvasti pridejo, ful lepi, ampak malo počasi rastejo. In imam pa še jalapenjete, to so oni malo večji in nepikantni, ne toliko pikantni, no. Te pa imel potem zapolniti za naroštilj. Lepo. Tako da. Jaz sem razmišljal, da bi šel kdaj na tisto tekmovanje v Čilijo. Jaz imam rad pekoče, sicer zdaj ne vem, koliko to zdržim, ampak sem rekel, enkrat za foro bi šel, da vidim, kje sem. Aha, koliko jih lahko poješ, ali kaj? Ali ne vem, kako te tekmovanja izgledajo. Ker vem, da imajo tekmovanje v... Kdo zdrži bolj pikantno, ne? Ja, najbolj verjetno ti dajo, pojej, pa zdaj, a boš zdržal ali ne boš zdržal. Ja, boš odstopil ali... Ja, tako da to sem rekel. Če te zanima, jaz imam še vedno habanero, te zamrznjene od lani, lahko prinesem eno polovičko, da probaš. Bova na koncu. Rajši. Da ne bo intervju predčasno končan. Pa imamo zares presenečenje za na konec, vidiš? Ja, nisem lagal. Čeprav veš, sem gruntal, da kam šel na ta tekmovanje, da sem seboj vzel liter jogurta, unga navadenega. Si po moji tega dajo tam, veš, po moji so navajeni, da. Ja, tako da mi boš pa pol na konc prinesel, pa bom res probal, da vidimo, kako bo to zgledalo. Ja, ne. Te lahko izkoristim za eno vprašanje, ki sam ne vem in niti ne vem, kje bi to najdel. Informacije. Kako je s tem avtorskim pravicam na YouTubeu? To bo tudi koga drugega zanimalo. Ti, ki v drugih izseke ven jemlješ, pa tudi neko musko daš, pa tako. Kako je to? Vem, si sem s Caletom si mu neke probleme, te neki strajk dal ali kaj. Je probal. Lahko malo o tem poveš. Jaz mislim, sem nekaj bral, ampak lej, posod malo drugače piše in jaz sem zelo občutljiv pri tem, jaz nočem, da se nikjer nobena muska šliš, ker se prezbojim, da bo kaj narobe. Ja, muzika načeloma, če jo YouTube zazna, ti bo verjetno kar blokiral video ali pa vse ga demonetiziral v večini primerov. Tako da z muziko je zelo občutljiv. Pa dobi strajk ali kako? Večinoma ne, večinoma samo blokira stvar. Drugače pa, ko uporabljaš izseke od tujih javno dostopnih videov, to sodi pod fair use. Torej to pomeni, da ti lahko to uporabiš, dokler pač nekaj spremeniš video, ga komentiraš ali nekaj svojega dodaš. Če bi ti samo vzel tuj video in ga dal na svoj kanal, to bi ti vrgel dol YouTube, ne? Verjetno že kar sam. Zdaj pa, če ti komentiraš od nekoga video, to pa je načeloma zaščiteno pod fair use. Tako v ZDA kot v Evropi. Se pravi, muska je pa v vsakem primeru problem, razen če YouTube-ova knjižnica uporabljaš. Tako, ali pa jaz recimo imam komade od zmelkov na koncu vsakih mojih videih in so mi oni dovolili, da jih uporabim. In oni nimajo copyrightene svoje komade, so pa neki Kitajci, copyrightali je njihov komad in so mi neki Kitajci hoteli claimati ad revenue od enega mojega videa, kjer sem uporabljal pesem od zmelkov in sem se pritožil na YouTube in je šlo skozi in so potem... se pravi, oni so kar rekli, da so oni avtori, to je naše, oni so se kar zmislili, ne? Ja, čisto zmislili. Ker jaz to dobivam vsake toliko časa, za kakšne te zadeve, da je en dal zahtevo za ta glasba in da gre pol, ne vem, 99% zaslužka k njemu, ne, tako da... Jaz sem to ponovadi, če uporabiš kakšno glasbo, ne, ki je... Ja, to sem jaz na začetku, v bistvu na začetku sem za en muska potoval, ki je montiral pol iz teh potovanj, naredil
video minuto, dve, ne, pa neko musko dal, on je naredil tisti video, pač jaz bi rekel, delam vloge, on je pa tako naredil, ne, to kadre, par sekund, neka muska od zadaj, malo dron, malo to. In ti si dal neko musko, ki je takrat zgleda bilo ok. Zdaj, čez 4-5 let je pa, sem pa dobil to, da se nekdo javil. Je lahko to nek copyright troll, lahko pa je tak, ki je naredil komad, kasneje se odločil, da ga bo copyrightal. To je vse možno in težko vedeti. Na mislu uporabljen dosti od enega Kevin MacLeod, je nek tip, ki pač pusti, da so njegovi komadi javno uporabljeni, če ga omeniš. Par sem tudi odkupil licenco od njega, par, ki jih redno uporabljam. Kakšen taki, ki pa enkrat, dvakrat dam notri, pa samo potem dam od spodaj link do njegove strani in licence. Aha, se pravi, če ti licenco kupiš, moraš ti YouTubeu, ker nisem to še nikoli delal, YouTubeu povedati, da imaš licenco ali kako? Ne. Pri tem tipu samo ti da neko potrdilo, da imaš licenco in če bi kdaj bilo kaj narobe, ti to pošlješ YouTubeu. Tako. Nisem še prišel do tega, tako da vprašanje. Verjetno bi lahko kar uploadal, brez da sem karkoli plačal, ampak sem toliko uporabljal muziko tipa, da sem mi zelo prav nekaj dati njemu, ker je res full redu fant. Super. Ti, kakšno imaš pa ti publiko? Moške, ženske, mlajši, starejši, vsi? Po uradnih statistikah od YouTuba so večinoma to mlajši moški, 75% moški in večinoma med 18 in 35 letom. Jaz imam žensk, mislim, da tam je 28%. Podobno je, ampak včasih sem jih imel sam 15, tako da se zdaj večkrat dvignilo na, ne vem, a misliš, je YouTube tukaj moško socialno omrežje, so ženske vse na Instagramu ali zakaj je to? Ne vem, sem že slišal, da je več moških na YouTubu, ampak po moje je bolj stvar v tem, da gledamo različne stvari. Če bo neka lepa afna pogledala svoje statistike, verjetno bo 25% moških, ne? A seveda, to pa sigurno. Čeprav veš, žensko pa moški gledajo, tako da... Ja, ok, ampak če imaš nek make-up rutin, imaš, ne vem, če hočeš gledati punce, imaš bolj tako direktne strani glede tega. No, dobro, to je res, ampak... Kdo pa tudi pogleda, ne, rečemo si tudi OnlyFans, a razumeš ti to foro OnlyFansa, da plačuješ za neke slike, ki jih imaš na internetu, na milijone in milijone zastonj, tako da... Malo razumem to, da če ti je neka ženska gor res tako ful všeč, pa ti je ful všeč, kar dela, da potem si ok, bomo jo malo podprli, pa ne vem kaj, ampak kot si rekel, toliko tega je zunaj, da kako si sploh najdeš, ne vem, kako sploh prideš do tega. No dobro, ampak jaz bi prej podprl, ne vem, tebe, ker res nekaj ustvarjaš. Zdaj tam ženska, če pa tam na pojoške pokaže, pa ne bom zdaj... A ni na pol, so kar zunaj. Je dober, sem lej. Ti bom pol pokazal eno, ko končamo to snemati. No, samo lej. Imajo vse zelo podobne, no res, ene malo boljše, ene malo slabše, ampak nima pa nobena po mojem toliko posebnih, da bi jaz hotel 10 evrov plačati, zato da jih bom videl. To je res. Ja tega ne razumem čisto niti jaz, ampak funkcionira. Funkcionira pa kar dobro. Mislim, da ljudje rabijo malo pozornosti predvsem. Najbolj deluje te zahteve za custom videe, za videe po meri. To po moje, se upravičujem, to pivo malo stori rikat. To po moje najbolj nekako uspeva, od tega najbolj živijo te punce. Sklepam. No, se jaz nimam nič proti tem puncem, če katera gleda, da ne bo imela kaj, da ne bo misla. Podpiramo cipe. Pač, mislim, vsak se po svoje znajde, ne. Pač en je pameten, en je dober atlet, en je močan, en je dober fuzbaler, ena je lepa, ena ima joške. Ja, lej, tako pač izkoristi, kar imaš, ne. Ena ima joške. To je redka danost pri ženskem spolu. Ne, nekatere imajo dobre. Vem. Ne, ene pa malo slabše. Ene samo bolj jih upajo pokazati, mislim, da je to bolj fora. Več ali manj kjerkoli punca bi lahko pokazali svoje joške na OnlyFansu in verjetno bi še vedno bili vsi tipi navdušeni. Ne vem, nisem še videl nekih ful slabih jošk v mojem življenju pri mladih puncah. No, veš, da jaz na OnlyFans enkrat sem šel pogledat. Ja. Ena kolegica mi je svetovala, ne grem tudi jaz na OnlyFans, ampak ne zdaj, da se bom nekaj senak slikal, ampak ne, da bi ta potovanja nekih predstavljal, ne vem, sploh ne poznam ta koncept OnlyFans, ampak
Lej, mogoče pa bi se kakšne bogate gospe najdle, ki bi z menoj šle na potovanje, pa mi dale 10.000 evrov. Mogoče, samo to potem imaš bolj kakšne druge strani kot OnlyFans. Ja, katere, na primer, da svetuj, ki vidim, da poznaš. Iskreno ne vem, bi dal v roko bolj kakšno tako ona-on.com. Čeprav ne, ti daj svoj kontakt gor na video, drage bogate dame, vi plačate, jaz vas peljem, samo kličite, se zmenimo. To je po mojem najboljši način za kaj takega. Sploh ne rabiš OnlyFansa. Ampak jaz sem bolj tujino to mislil, ne. Tako. Res ultra bogate, pa osamljene, rečemo, od tega Jeff Bezosa žena, ne vem. Ja, ona se dobro ločila, tam je nekaj denarja v igri, to bi šlo, ne. Da bi jaz bil malo deležen, mogoče. Ja, večinoma so mi bolj všeč mlajše, ampak ne bom rekel ne, veš, kaj je interesno. Veš tisto fora, kako ženske pravijo, moškemu, malo starejšemu, ki je debo, Kako? pa ki jih malo osvaja, kako jim pravijo. Prasec debel. Veš, kako pa pravijo moškemu, starejšemu, ki je tudi malo bolj debo, samo da je bogat. Medvedek. Se kar spremeni vrsta naenkrat. Se hitro spremeni pogled na to, tako da ja. Ja. Ti, daj mi še povej, daj mi najprej to povej. Se spomniš, ko sem ti jaz pisal, da bi v meni video posnel? Ja. Zakaj nisi sprejel? Ne, Cajta, ali ti je bilo tudi nenavadno, čisto tako me zanima, nobene zamere, neč. malo me je presenetilo, noben mi še ni pisal, ali narediš video o meni, bolj video o meni, bolj sem teh mailov bil navajen, ampak preprosto ne delam teh stvari po naročilu, ampak ko pač res me nekaj prepriča, ne? Ko vidim nekaj, kar me res mene nasmeji in potem vem, kako bi lahko to zapakiral za video. Zdaj, pri tebi sem malo pogledal, pa nič tako mi ni izstopalo kot posebej smešnega. No, smešnega, jaz sem bolj mislil na kakšno to foro. Imam neki članek, tam, ko sem z mladim puncem hodil na potovanje, pa pa tret, pa sem mislil, da boš kaj obrnil, evo, ta starega tle v krizi srednjih let. Ne vem. To je samo life goals, to je... Ja. Ne, pač nisi mi zdelo na nivoju teh stvari, ki jih komentiram ponovadi. No, Ne, samo vprašal sem, da sem rekel, ko bo glih možnost, tam pa še to vprašal. Ne. Ti drugaci ti zdaj v vezi ali si samski? To pa ne vem. Veš. Un video, ki si posnel z ono punco, ki ni vedela, da snemaš ti live, ti si bil tudi vrhunsko, tako da vsaka čast. Kaj ne rečem. Tist ne bi mogel, da ne bi do konca poslušal, ne, tako da, mislim, da imaš ideje vsaka čast, tako da, glejte, Marko Tamrskaj se lahko od njega naučite. Ne ga čist kopirati, ampak sej, drugače je to tako, ne, sej, vsak od vsakega malo kopira, ne, sej čist nekaj se zmisli, čist novega je malo težje. Nemogoče je, tako, toliko stvari je bilo že narejenih, da nekaj čisto novega se ne boš več spomnil. Lahko samo, ne vem, neke ideje, kolikor toliko originalne probaš dobiti, pa jih je dobro izvesti, to je to. Tako, ja. Mislim, meni malo brez veze videti, ta format videa sem videl druge, pa ga bom zdaj naredil še pri sebi, to mi je malo dolg čas, ampak, ne vem, če priš neko inovacijo, majhno, potem pa že boljše. No, ampak veš, tisti manifest, ki je meni super ideja, si tudi rekel, da si nekaj malo druga videl. Videl sem druge manifest, ne. Manifest. Ta poanta, da je podoben kot neke take klasične, bolj bi rekli, liberalne druge v svetu, pri nas pa to menili kontra. Bolj neke tako leve ideje, da to spominja, to sem dobil čisto drugega videa. Potem pa sem bil, kako bi lahko naredili smešno. In potem je padla ideja. Je bilo, ja. Se imaš tudi take videe, ko pač ljudje hodijo okoli s Koranom, pa dajo den za brat, pa se vam zdi v redu ta verzija Svetega pisma. Ja, super. Tega imaš precej v bistvu, ne. Nisem zdaj odkril čisto nov žanr, ampak, ne vem, sem združil par stvari skupaj, pa zapeljal na nek tak način, da mi je bilo zabavno. No, super. Ti, kakšno je pa tvoje mnenje v kriptovalutah? Vlagaš kaj v kriptovalutah? Ne, sem zelo za. Si zelo za. Kaj pa vidiš pri kriptovalutah? Mislim, jaz sem malo starejši, pa še ime imam svetopisansko, ne je verni Tomaž, ne, tako da jaz v malo stvari verjamem, ne, še v banko ne verjamem. Ja, potem to gre z roko v roki, veš. Ne verjameš v banko, pol kripta je zate. Ne vem, ampak kaj je ta... Mislim, kaj je tista vrednost kriptovalute? Jaz to ne razumem in me ne zna noben razložiti. Pa sem to že tam sprašal nekaj ljudi, ki sem tudi na intervju, pa
Pa ga nisem razumel, sicer sem se naredil, da ga razumem, sem ga nisem. Ja, zame glavna vrednost je dvojna v bistvu. To, da je antiinflacijska, torej da ne morejo kar proizvajati novih bitcoinov, če se osredotočimo na bitcoin, je fiksno število, ki nikoli ne bo preseglo 21 milijonov. In kot drugo je odporen na cenzuro. Jaz lahko kadarkoli pošljem bitcoin komorkoli hočem na svetu in noben ne more tega preprečiti. Ampak to je tudi slabo, ne? S tem se Ja, financira terorizem, mafija, fini. No, ni da z evri se ne, veš, je... Ne, mislim, ampak lažje, ker ni nobenih sledi, ne? Pa te kriptovalute vidim problem, ko tukaj elektrike požge, ne? To mislim, da je ful prenapihnjeno, koliko elektrike dejansko gre za bitcoin. Ja, so rekli, kolikor Danska. Zdaj ne vem. Ne, po moje to jaz močno dvomim, ampak članek preberem. tukaj je več stvari. Kot prvo, ponovadi se uporablja poceni elektriko, torej tam, ko so presežki elektrike, tisto izkoristijo, ne? Elektrika, ki bi tako šla v nič. In kot drugo, malo pretiravajo z dejanskimi ciframi. Mislim, da... No, možno. Se pravi, pol ti verjameš v kriptovalute, Definitivno. da je to nekaj dobrega, da bo uspelo in tako naprej. Kaj jaz imam več 3 znance, ki trgujejo s tem in super zaslužijo, ampak mnenje njihovo je pa, da so kriptovalute nategancija. Ja. In pravijo ravno temu. zaradi tega lahko zaslužimo, ker vemo, da je to nategancija in delajo samo na psihologiji ljudi. Ne, oni razmišljajo, kaj zdaj bojo vsi kavce začeli kupovati, ti prodaš, pa na neki take način. Jaz se s tem nisem nikoli ukvarjal, ker jaz sem se opekel tam 2,8 z delnicam, sem zgubil denarja toliko, pa ne znam, da sem denar zgubil. Potem še 2 leti ne moreš normalno svoj posel delati, ker sem te tečajnice spremljal. Nisem rekel, lej, meni tega ni treba več, lej, ker je preveč živčno. Ne? Tako da kriptovalute pa še bolj kot delnice, po mojem. Ne? Tako da... Se navadiš, veš, jaz sem se navadil sedeti na njih in čakati in to je to. In dejansko nehaš čisto razmišljati o temu. Ne sekiraš se več na nič, po dovolj časa. Jaz sem kar nekaj zaslužil s kriptom, pa verjamem v stvar. Sem zdaj tudi, koliko imaš ti noter, ne? Če imaš ti noter en tak del svojih prihrankov, ki jih lahko tudi pogrešiš, je drugo, kot pa če imaš kredit. Ne? Tako da, pa je veliko takih. Tudi jaz sem bil en takih, da sem pač šel 50,000 evrov kredita na banko, da sem delnice kupil. Ne? In čez 3 leta je bilo tist, kar sem za 50 evrov kupil, je bilo vredno med 5 in 10 evrov. 5 in 10 evrov sem pa obresti plačal za kredit, pa odobritev kredita, pa pa tretji, pa četrt, ne, tako da... Ja, to ne bi jih svetoval se zapufati, zaiti v to, ampak svoje prihranke, če gledaš, kam bi dal in ne veš, kam z njimi, jaz ljudem priporočam kriptovalute. Vse ali nekaj malega? Mislim vse ali polovico, tretjino? Ali... Ja, kot si pripravljen. Jaz imam kar tako veliko večino prihrankov v kripto. Večina. In pol nič glava ne boli takrat, ko dol pada? Ne, je bilo bolj tako v preteklosti. Dejansko nekoč sem sanjal grafe Bitcoina. Kar sanjal sem, da kar neke nore številke dosega, pa pada na nulo, pa ne vem kaj. Kar neke take stvari, ampak pol se je nehalo, pol sem kar nekako tako... No, mi dva so pa z enim kolegom na smučanju in je on mu bitcoine in takrat je to glih padalo in je mu smučanje kar pokvarjeno, no, tako da... Ja, to, jaz sem, ne vem, ali sem po naravi bolj odporen na to, ali pa sem postal, nisem siguren. Samo sem toliko videl že padcev, da pa tudi ne trgujem z njimi redno, ne. Jaz samo sedim na njih, pa čakam, da bojo milijoni. No, jaz ti želim, da bojo čim prej. Bojo. Ti, kaj pa je tvoja največja vrednota? Moj intelekt. Intelekt. No, lepota, to še prej. No, vrednota, sem mislil drugače vrednota. Ali je kaj najbolj cenim? Ja, kaj najbolj ceniš, smo pri ljudeh nasplošno, ne vem, a je to, ne vem, eni okolje, eni poštenost, eni... Je pri ljudeh mogoče res stvar, ki je najbolj cenim, je poštenost, da res je. Ne vem, to, če nekdo ni pošten, oziroma tako, imam občutek tak, da ni najbolj pošten in iskren, potem kar malo me mine, karkoli pri taki osebi. Tako da to bi definitivno dal na prvo mesto. Pol pa še dosti drugih stvari, ne. Oseba mora biti zanimiva, mora biti zabavna, ne preveč resna, da mi je lahko v redu. Je kar ena par takih stvari. Samo pač, če pa veš, da nekdo nepošten, potem ne vem.
Koliko ljudi pa misliš procentualno na svetu, da je poštenih, koliko pa nepoštenih? Po mojem, še vedno večina nas je poštenih. Tako so meje, kjer potem se človek zlomi in zaide na krivo pot, ampak mislim, da večina še vedno nas je in se trudimo biti pošteni. Ampak še vedno tako. No, Dovolj jih ni, da je dobro biti previden. Jaz opažam, da je se vsi ljudje delajo, koliko so dobri, v resnici je teh pa zelo, zelo malo. Seveda moraš priznati, če si nepošten, pol ne deluje. Samo že primere, ne vem, bil na nekem seminar sem imel, pa je ena ženska do mene prišla, pa mi je čez eno drugo govorila, pol čez pol je pa šklih una druga prišla, so se pa, kje si ti, pa so se objemale. Mislim, tukaj je danes teh hinavščine in danes imaš tudi cel kup teh seminarjev, kako se obnašati, da boš pri ljudem priljubljen, ampak to ni neka pristnost, to je tudi rekel nepoštenost, ali pa tamle mi je en razlagal, kako ima ena turistična agencija, prav dajo vodičem, kaj mora zjutraj reči ljudem, da so dobro, ne, mislim, da jaz to ne bi naredil, ker mislim, rekel, da sem nepošten do njih, no, tako da je čuden svet, no. Je tako, neiskrenost pa nepoštenost je povezano, ampak ni čisto ista stvar. Jaz tudi, če imam slab dan in nastopam, se bom delal, kot da je vse v redu. Ne bom zdaj nekaj tukaj kazal, da mi ni do nastopa, sem potrudil in ga izpeljal, kolikor dobro lahko. Tudi, če se ne počutim tisti trenutek za nastopati. In ni iskreno, ampak so pa plačali tako, da je pošteno od mene, da jih nasmejim. Ne? Ja, no, ampak to je čist nekaj drugega, ki pa da zdaj ti tam nekoga, ki ti gre na živce, pa ga hvališ, pa pa tretji. Jaz, sicer me ne poznaš dober, ampak lej, to, ko sem tvoje video pohvalil, mogoče bi tudi izgledalo kot malo, da se ti hoče malo prilizniti ali kaj takega. Ampak če me malo bolj poznal, bi vedel, da jaz ne pohvalim, če mi ni. Enkrat sem enega kolega imel eno zoprno žensko, tako si je želel, da bi mu jo pohvalil, pa mu nisem mogel, ker se ni tega zaslužila. Ne? In sem rekel, ni šans. Kateri je pa tvoj najljubši youtuber? Imaš verjeten tudi tuje spremljaš, pa da je slovenskega pa tujega povej. Slovenskega? Se ne boš zdaj komu zameril? Ja, ne vem. Ful sem bolj jih navajen sortirati, kjer so mi najmanj všeč, veš, to je moj brand nekako, kjer so najbolj bedni. No, se lahko tudi te poveš, če te ni težko. Moj najljubši youtuber slovenski, iskreno ne vem, kako bi rekel. Ne veš. Ne, problem je, ker par jih poznam tudi osebno in pol nekako to zamegli malo vsebino samo, ne, je tako. Če ga osebno poznaš, te je mogoče bolj všeč. Kaj pa tujc, koga spremljaš? To pa tudi ne vem, kdo šteje kot youtuber. Ful ljudi spremljam, ki imajo tudi na YouTubu svoje videe, ampak delajo primarno drugo, tako da ne vem. Tudi recimo zase bi rekel prej, da sem komik kot youtuber, tako da Michael Melis, recimo Michael Melis. Kaj ima on vsebino? On dela intervjuje, pa podcast ima svoj, pa ima neke live streame, ki so vsak toliko tako trgani, da čisto crknem. Enkrat je svojo nečakinjo ji dal neko ruto čez glavo in imel nek stream, kjer je zbiral sredstva za njo, ker ima raka. Ni imela zares raka. Ampak se je pretvarjal, kot da ga ima in tudi njo je nekako je dal navodila, kako naj igra. In cel stream se je delal, da mala ima raka. In ves čas neke fore zdraven. Povej mi, koga bi rada spoznala? Ne vem, Gandija, pa Jezusa, njega se mi zdi, da boš kmalu, ja. Kar neke take stvari, ves čas metal ven. In je bilo super, res super. Kakšni so pa tvoji načrti za prihodnost? Fuzbal danes? Pol pa... Ne, tako rekel, malo dlje, 5 let, 10. 5 let, 10 let, nimam pojma. A to kaj razmišljaš ali neč? Ja, razmišljam, samo je, ne vem. Jaz po pravici povedano bolj malo, ampak v kakšnih takih knjigah uspešnih ljudi pa prebereš, da tisti, ki to nima točno naštudirano, da tisti nima šans, da bi mu nekaj ratalo. Tako. Ampak jaz žal nisem med tem, imam premalo nekih ciljev pa tako naprej. Ne. Mogoče, ne vem, iskreno ne vem, kam bi si zastavil ta cilj. Recimo 5 let, preden sem šel za full-time komika, se mi ni sanjalo, da je to sploh opcija. V bistvu
5 let predtem sploh ne vem, če sem še bil komik. Tako da bi razmišljal takrat, jaz bom pustil programiranje, pa šel za komika in youtuberja, bi se mi zdelo čisto noro. In 5 let kasneje se je točno to zgodilo. Tako da... In kako te je to navdušilo za komika, da greš? To je bil nekaj si mogel videti, en klik je bil, ali kako je to bilo? Ja, vedno mi je bilo zabavno gledati stand-up in imel sem to neko potrebo po malo več kreativnega ustvarjanja, ker v programiranju je od tega relativno malo, žal. Ja. In potem sem spoznal enega tipa, tle iz Obale, ki je organiziral neke stand-up večere in je rekel, da če imam željo, da me lahko kdaj napiše zraven na enega. Pa da naredim 5 minut. Jaz sem rekel, ok, bom probal. In sem res spisal nekih 5 minut, ki so za današnje kriterije precej žalostni bili, ampak takrat se mi je zdelo, wow, to pa je nekaj, kako je. In sem mu rekel, da če me lahko kam da bi prišel in mi je pisal res. In sem odpiral za Andrejo Andrejaši, to je ena hrvaška komičarka, ki je bila svoje čase kar popularna, zdaj pa tudi na roastu od Vida Valiča je bila. Recimo, zdaj pa je kar mislim, da nehala delati stand-up, če se ne motim. In sem jaz naredil mojih 5 minut pred njo. In je bilo čudno, ful čudno je bilo. Je bilo, veš, kot da imaš prometno nesrečo, ki vse je ful intenzivno, ampak takoj mine. In ne moreš za nazaj opisati, kaj se je zgodilo, samo preveč informacij naenkrat. In tako je bilo to. Te tvoji začetni nastopi, to si mogel brezplačno iti ali si bil kaj plačan? Ne, brezplačno. Brezplačno, ja. To Sem dobil pivo mogoče. To eni ljudje ne razumejo, ne. Jaz tudi predavam glede tega optimizacije, pa digitalnega marketinga. In seveda, jaz sem tako z veseljem šel zastonj predavati, da so me ljudje videli, saj sem pol tudi kakšno stranko dobil, tako da na koncu sem bil dobro plačan, ampak pač na začetku drugače ne gre, tako da, čeprav imam občutek, da danes to ljudje ne razumejo, ne. Ljudje, ki delajo stand-up, večinoma razumejo. Redko kdo misli, da bo zdaj dobil kar nek honorar s prvim nastopom. Večina jih nekako je vesela samo, da pride zraven, pa da lahko preizkusi to in je že to tako izziv. In kome potem začnejo razmišljati, da mogoče pa je to tudi tako poklicno in karierno zanimivo. Mislim, da pri vseh, ki jih poznam, se je začelo to kot hobi in potem razraslo v nekaj več. Se pa vsi te stand-up komiki v Sloveniji najbrž poznate? Ja, več ali manj. Več ali manj, ja. Super. Tole je to, kar sem jaz imel vprašanj. Jaz se ti ful lepo zahvaljujem, da si bil pripravljen to narediti. Malenkost. Zdaj bom pa rekel, da je še tisti feferon probati. Gremo ga iskati. Ajde, pet ga. Evo nas. Tle je ta, pa eno majhno polovičko snal drugače. A pokažemo, se bo videl na telefonu? Ja, bo. Majhna polovička je ni hudega. Majhna polovička. Mislim, zdaj se mi ful enostavno. Ja, samo usta treba pa pojesti, ne? Te lahko še jaz posnamem. Ajde, A si že pojedel? Ne, nisem čakal. Ok. Ok. Zdaj moram zgriz, da je pošteno. Ja, seveda. Ne, to ne velja. Tu imaš mleko, če boš rabo. Kako je zaenkrat? Če sem ga zgrizel, lej, zaenkrat kar gre. Gre? Ni še hujšega? Zdaj pa mečkan. Zdaj začenje? Mečkan. Samo lej, ne bo krize. Ne? Bo šlo? Ne. Bo šlo? Počakaj še malo. Ok. Kaj je mogoče tak, da ima počasno delovanje. Ne, kar prime, kar hitro. Ja, se zdaj pa kar prijemlje. Ok. Mečkan že Švica. Bo šlo? Bo, ampak na jeziku je kar huda. Aha, ja. Najbrž moram čim manj lizati, čim manj vse. Zdaj si v temu, zdaj mislim, da ni Bom več. videl, koliko časa sem še zdržal brez mleka, ga bom pa seveda mogel spiti, brez ne bo šlo sigurno. Aha, je že prehudo. Mislim, ja. Mislim, zdaj, če bi šlo za neko hudo stavo, bi nekako zdržal, Aha, ampak ok. se kar matram. No, tako da, Jaz sem tudi že pojedel tako polovičko, tako da vem, kako je. Razumem čisto. Ampak kaj misliš, bi bil jaz zdaj jed za nauno tekmovanje za feferone? Če ti je Čista to- prvi ne bi spal, ali bi misliš? Kaj pa vem, ne vem, koliko hodijo drugače, ampak vem, da do konca ne bi zdržal. Če ti je to preveč, Ne, to ne. habanero ti so nekje na sredini po pikantnosti, ne. Tako da, ja. Pejdi, glej, kaj pa bo? Zdaj še vprašanje, kaj bo jutr na WC-ju. Ni tako hudo, ne. Ja, lej, bom tam lek spil, da se ne matram, ne. Ja, drugače zna trajati, če kakšnih 10 minut to je.
No, samo mlek pa pomaga. Pomaga takoj. Maščoba raztopi kapsicin. Ja, Je nekaj boljše. To je zdaj, ko da nisem. No, lej, hvala še za ta feferonček. Malenkost, vse za content. Vi pač, ki gledate, lajkajte in subscribajte. Tako, evo, če pa to Marko Žerjal rekel, pa mende, valjda bote, ne? Tako da, ja, lej, res ti hvala. Malenkost, rade volje. Če bom kdaj lahko ti kako vrnil, ne vem kako, me poklič, ne vem. No, če bo kakšna ideja, se čujemo. Lej, Rade volje. Dej pride kaj tacga, ne vem, ne mislim na področju YouTube, tle ne vem, če ti jaz lahko najbrž, da ne moram nič pomagati, ampak lej, mogoče ne vem, dej kaj rabiš, kaj koga človeka spoznati, kaj ga jaz poznam, pa ga ti ne poznaš, ali ne vem, lej, se veš. Dobro. Jaz ne pozabim, ko mi človek uslugo naredi in to, ko si ti hotel z mano na intervju narediti, jaz vzamem to, da si mi uslugo naredil, zato ker si ti toliko močnejši youtuber, da te ni treba tole, meni pa veliko pomeni, tako da... Glej, je vzajemna korist, tudi ljudje, ki tebe spremljajo, bojo mene videli, ja, več. Vem, sam veliko več bom jaz imel tega, kaj ti, če smo čisto iskreni. Kaj mi je pa vzelo? No, dobro, da tako razmišljaš, tako da malo je takih ljudi, mislim mali. Niso vsi taki, tako bom rekel, ne, tako da enkrat mi je en rekel, ko smo delnice kopali, da smo pol vse zgubili, ne, ampak na začetku smo pa to služili, veš kako, da ne moreš verjeti. In sem jaz enemu povedal in on tudi nabavil delnice in on mi je pa rekel ti, pa da ne zdaj tu vsem povedal, da ne bojo vsi služili, ne. Jaz sem pa vsem, jaz sem pa povedal vsem. Sicer, ne vem zdaj, a je to kaj moje odgovornosti, ker so tu ni vsi zgubili. Ampak, mislim, jaz sem jim res dober hotel, ne. Jaz sem ful vesel, če imam občutek, Slovence tako skrbi, če bo en nekaj zaslužil na tvoj račun. Ne vem, da ti dam jaz eno informacijo, pa zdaj ti zaslužiš. Pa da zdaj tu mora mene skrbeti. Mene to nič ne skrbi. Jaz si tako rečem, če ne drugega, mi boš pa enkrat za en špricer dal, ki mi drugače ne bi dal, tako da in tudi usluge ljudi ne pozabijo, tako da... Ja, tega je malo, tega, da boš zaslužil na moj račun. To sem tudi jaz že srečal v življenju. Za take presenetljive malenkosti, ne vem, je... Mislim, če bi ti jaz zdaj lahko eno informacijo dal, da ti €1 milijon zaslužiš, ti takoj dam, tudi pomislil ne bi, da ti jo ne bi dal. Lej, zakaj pa ne? Jaz tudi, problem pri ljudeh je ta, ne, tekmujejo med seboj. Lej, se tudi jaz ne bom rekel, da sem zmeraj tak bil, jaz, ko sem bil, rečemo, osnovna šola, nisem ljudem prvoščil dobre ocene, sošolcem, zato ker sem bil slab, jaz tim pol ne prvoščaš. Lej, zdaj sem pa prišel do enke tacga nivoja, da sem jaz videl, da moja sreča nima čisto nobene veze, ali si ti milijarder, ali si pa revež, tako da... Ja, smo nekako tako prirojeno, radi vidimo, da če gre nam slabo, ne greš drugim, ne. Če je meni crkna krava, ne še sosedu. Jaz ne gledam tako, jaz rečem, hvala Bogu, da gre okoli mene, ljudem dober. Kurc, če mi bojo vse krave crknile, da imam vse koga, da mi lahko malo pomaga. Ja, tako če gledaš, logično bi bilo tako razmišljati, ampak nismo pa tako speljani po naravi, se mi zdi, ne. Je kar ta fovšija, je kar neka prirojena danost pri ljudeh. Mislim, da je, ja. Mogoče še malo Slovenci pri tem izstopajo. Mene psihologija kar zanima. No, jaz drugače tudi ne boš verjel. Meni šola, jaz sem srednjo šolo, bil sem antitalent za šolo. Musem pa pet računalništvo, pet sem v računalništvo pa psihologijo. To me je pa zanimalo. In ne boš verjel, ko si proklamiral, veš, da sem jaz leta 86 naredil zelo identičen program, kot je Google Translate za ZX Spectruma v Basicu. Program za prevajanje. Prevajanje, zato ker mi angleščina ni šla in veš, včasih smo mogli v slovarjih gledati. Sej tudi še ti si najbrž ste v šolo v slovar, ni bilo še Google, ne? Za začetku, ja. In in sem zaprl TF in jaz sem že pozabil še enkrat in potem sem pa program naredil. Res? Enostavno bilo. Kako si pa dejansko... Si prav vse besede iz slovarja prepisal? Ne, sam 1500 jih je šlo noter, ker je bil Spektrum imel 48 kilobajtov rama, ne, in je zmanjkalo placa in tudi
prvih 100 besed je uno prevelil čist na hiter, ko sem jih pa še več dal, je pa to kar nekaj časa prevel. Pa si dobesedno jih utipkal ročno notri? O, Jezus, o moj Ja, bog. takrat ni bilo druge variante, ampak sem vsako sam enkrat utipkal, veš, kolikrat sem mogel po slovar pogledati, ne. Tako da, hotel sem ti reči, da me tudi psihologija malo zanima, in sem tudi rekel, da mogoče Slovenci pri tej navošljivosti malo izstopamo, da ravno zato smo pa tako uspešni, ker uspešni smo. In najbrž nas tu gon, ker hočeš imeti več kot sosed, več kot prijatelj. Ja, ne, se je... In športniki, in podjetniki, ne vem, tam na Filipinih, te vprašajo, s kje si, Slovenija. Če je fant, moški, pa rečeš Akrapovič, pizda polovica ve za Akrapoviča. Tako da ni to. Smo res kar uspešni. No, zdaj te pa ne bom, ti boš mogel jeti, ne? Ja, počasi bo ure. Res ti hvala. Malenkost, Upam, da se še kdaj vidva. Kdaj si rekel, da imaš V Novem mestu sem 16. junija. 16. jun. Kaj je to za dan? Petek. Petek. No, super, da ni sobota ali pa nedelja. Ja, ne, lažje mi je petek priti, pa sobota, nedelja. Sobota, nedelja lahko kam grem, pa tako da